a mi sploh še vemo, kaj je naša potreba po vodi, ne? Ali naša želja po vodi dana? Kako je pa zdaj s tem? Kaj se tle? Ja, jaz mislim, da večina populacije je že prešla vsej v naših družbah, nivo potrebe. Dobro, Afriko, velik del Južne Amerike bi bilo še treba v osnovi sploh nahraniti, če tako zelo grdo rečem. Ampak mislim, da tukaj smo že na nivoju želje, neke imaginacije in tako naprej. Ampak to, kar si... Mogoče bi se jaz navezal, ker sem mislim, da ni 10 dni nazaj na tej spletni strani TED videl en govor od enega psihologa, ki je se ravno govoril o tej prerazporeditvi dobrin in o teoriji. Osnovna ena paradigma je, da več izbire pomeni več svobode. Predvsem to bilo značilno za Ameriko. Ampak pol priješ do paradoksa, ker prideš v trgovino in imaš preveč. Tam imaš 34 vrst džinsa. In potem ta gospod je sicer doktor psihologije in to raziskuje in reče I would like the ones that used to be the only one. Torej, me ne briga džins, jaz hočem džins zaradi džinsa, ne pa so, ne vem, grobo bo neko prani, fino prani, z rumenimi šivi, z belimi šivi in tako naprej. Ampak ena izmed stvari, ki jih on izpelje, je tudi to, da bi bilo verjetno, če se navežem na srečo, ki si omenila ti in tiste knjige o sreči, kako postati srečen, ena izmed principov, ki jih on omenja, je tudi ta, da bi bilo verjetno boljš in za bogate in za revne, če bi tisti, ki imajo več, nekaj te svoje izbire pač dali revnim. Zato, ker bi oni, ko bi prišli v trgovino, imeli pač tri vrste džinsa. Ker bi njih še veselilo, kaj te že obremenjuje. Ja, kaj te že obremenjuje zbirati zdaj, jaz sem zbral te prave, nisem, oni pač bi imeli manj negotovosti pri izbiri in zaradi tega bi bili bolj srečni. Tisti, ki pa tako nimajo danes že materialno ali pa imajo danes materialno manj, bi tudi bili bolj srečni, ker bi imeli mogoče lihen toliko več, da bi lahko lepše živeli. Jaz se strinjam čist. No, ker. Tukaj pa, zdaj bom pa te svoje pesimistične misli dal na stran, pa bom povedal to, kar bolj upam, da je res. Jaz mislim to, da je toliko razmišljanja o sreči zdaj, da to ni znak tega, da smo mi tako zaronili v neki zelo slabega. Jaz mislim, da je to znak, da končno imamo to priložnost, da lahko o tem razmišljamo. Ta postmoderna obilje možnosti, nam je to omogočila. Sej pred 200 leti, jaz si ne predstavljam, da je bilo veliko ljudi, seveda jih je bilo neki, ampak da je bilo kritična masa ljudi, ki bi lahko razmišljali o tem, kako bi lahko jaz bil bolj srečen in tako naprej. Tako da jaz mislim, da pač prva faza je bila ta, samo ena stvar je resnična, on tam gor ti bo povedal, pa on tam v sredi ali pa kakorkoli, nekdo na tabo in ti probi preživeti v tem, to je vse in ni kaj dosti manevrskega prostora. Potem pa je nam zdaj prejšnje stoletje dalo ogromno manevrskega prostora, 500 vrst džinsa, možnost, da iščem srečo, če s tem partnerjem nisem zadovoljen, zakaj pa ne bi probal z drugim ali pa s 3 naenkrat in tako naprej. In zdaj smo kar naenkrat ugotovili, da to pa tudi ni fajn. Da tudi ne usrečuje. Dosem se strinjam. No, sej on, sam še to dam, ta gospod ni rekel, da bi mogli imeti ene vrste džins. On je rekel, ziher sem za to, gotov sem za to. The Pinker, iz Stanforda. Ne, bom pa pogledal. Ampak je rekel, da jaz sem sam gotov za to, kar imamo zdaj na zahodu je preveč. Koliko bi bilo ravno prav, še ne vem, še nisem ugotovil. Ja, kar pa kažejo, recimo, naše raziskave je pa, da nikoli ni preveč pametno iti nazaj. Nazaj k naravi se ni obneslo in tako naprej. Da je treba zdaj, zdaj imamo pa kar naenkrat mnogo resnic, mnogo možnosti. Zakaj pa ne bi šli zdaj naprej in našli tiste prave, ki pa je usklajena z vsem. Torej usklajena z mano in usklajena z družbo in rečemo družbeno odgovorna in do duha odgovorna in na nek način usklajena, ampak to je pa zdaj ogromna umetnost, ki ne obvladamo še zaenkrat. In ne le, da je ne obvladamo, ne zaupamo ji. Zato, ker če bi resno vzeli to ogromno maso možnosti, bi videli, da nam to eno ogromno odgovornost nalaga. To ni sam ta sreča, zdaj že vidimo, da to ni nobena sreča, to, da imam jaz 30 vrst zobnih past tam. To, da je toliko teh možnosti, pri zobnih pastah še ampak pri partnerjih recimo, je pa to kar naenkrat zdaj ta... Frustracija.
frustracija je samo, če ne sprejmeš odgovornosti. Če pa rečeš, zdaj pa jaz bom pač, moja odločitev ima posledice. Jaz kreiram cel svet s svojimi odločitvami in če bi to na nek način, s tem čistim ti začel čist, ker si rekel, da v bistvu, če bi to zdaj vase nazaj prinesel in stal za tem in čutil to masovno odgovornost, tudi za to, da sem to zobno pasto kupil, ne samo za to, kaj zdaj jaz delam v partnerskem odnosu ali pa kako, vsak moj korak, da bi ga čutil, na nek način bi to pripelje do enega občutka povezanosti z vsem. In to pa se mi zdi, da bi bil evolucijski naslednji korak. Če bi to zmogli.